Ko je naš mali pacient prišel k nam, je bil tako bolan, da smo ga še isti dan, pravzaprav takoj po ultrazvoku, premestili v enoto intenzivne terapije in smo ga hkrati uvrstili na transplantacijsko listo. V intenzivni terapiji, kot rečeno, smo ga zdravili in drugimi ukrepi, predvsem lajšanje oziroma jemanje dihalnega dela. Ampak kljub temu se je otrok približno po dobrem mesecu tako poslabšal, da je prišlo do končne odpovedi srca in je rabil vzpostavitev mehanske podpore cirkulacije. To je taka zunajtelesna, obtelesna naprava, stroj, ki je hkrati umetno srce in umetno pljuča, in to umetno srce je prevzelo funkcijo njegovega srca, ker pač njegovo srce ni bilo več v stanju vzdrževanja življenjskih funkcij. Na srečo je to mehansko podporo potreboval samo 2 dni, na kar smo dobili novo srce in je bila narejena transplantacija. Treba je pa poudariti, da je to v bistvu grenka sreča, ker je zato nekomu drugemu nekje drugje umrl otrok.